Nahajamo se v InnoLabu, to je inovativen, odprt laboratorij, ki je namenjen različnim deležnikom, da se v tem prostoru razvijajo in pa demonstrirajo primeri uporabe na 5G zasebnih mobilnih omrežjih. Zasebna mobilna omrežja 5. generacije se uvajajo v Sloveniji in tudi širše z malo bolj počasno dinamiko, kot smo to predvidevali še nekaj let nazaj. V Telekomu Slovenije se čutimo odgovorni, da v tem procesu digitalizacije slovenske industrije sodelujemo z zagotavljanjem ustrezne IKT infrastrukture in zasebna mobilna omrežja so definitivno eden ključnih gradnikov digitalizacije in s tem procesom želimo pohitriti razvoj uporabniških primerov in pa čim hitrejšo implementacijo zasebnih mobilnih omrežij tudi v industriji in širše. Najbolj pomemben prikaz uporabe oziroma primer uporabe v InnoLabu je avtomatiziran proces od prejema naročila do izdaje blaga. Zanimivo pa predvsem zaradi tega, ker je tako celovit od začetka do konca in lahko uporabnik dobi občutek, kako se ta primer uporabe, ta logističen proces lahko implementira tudi v njegovem okolju, kako bi v njegovem okolju deloval. Vsi koraki znotraj tega procesa pa so podprti z 5. generacijo zasebnega mobilnega omrežja, se pravi tako izvajanje premikov z pomočjo AGV-ja, potem uporaba 5G čitalcev črtne kode in pa tudi tablic oziroma druge terminalne opreme. Potem pa imamo še kar nekaj drugih zanimivih primerov uporabe, tako je na primer primer uporabe računalniškega vida in pa umetne inteligence za nadzor parkirišč, potem energetsko upravljanje objektov, potem oddaljena podpora s pomočjo virtualne in pa obogatene resničnosti in tako dalje. Glavne prednosti zasebnega mobilnega omrežja so prilagodljivost, zmožnost zagotavljanja več nivojev kakovosti storitve, zmožnost zagotavljanja hitrih prenosov podatkov, zelo nizko zakasnitvijo in predvsem visoka stopnja varnosti pri prenosu podatkov in same informacijske varnosti. Namenjena so industriji, letališčem, pristaniščem, raziskovalnim centrom in podobnim primerom uporabe, kjer se zahteva visoka stopnja varnosti in kvaliteta pri prenosu podatkov. Na področju inovacij lahko pričakujemo razvoj ogromno časovno kritičnih aplikacij, širjenje robnega računalništva, upravljanje z raznimi industrijskimi napravami, droni, širitev varnostnih nadzorov, robne analitike z uporabo umetne inteligence in glede na same zmogljivosti omrežja je v bistvu omejeno uporabo omrežja zgolj z domišljijo. Naša pričakovanja tukaj so zelo velika, ker verjamemo, da se bo v bodoče skozi uporabniške primere pokazala še zelo velika uporabnost teh omrežij.